Kopalnice že dolgo niso več samo prostor namenjen osebni higieni, temveč vse bolj postajajo simbol posameznikove kulture bivanja. Statistika pravi, da se Evropejci v povprečju prhamo 4-krat na teden. Enkrat na teden, običajno ob nedeljah, pa si privoščimo kopel. In naše kopalnice so seveda temu primerno predvsem praktične, kar pa ne pomeni, da si ne želimo bolj udobnih, namenjenih užitkom in sprostitvi. Gospa Tjaša, vi ste strokovnjakinja za kopalnice. Običajno imamo ljudje dokaj majhne kopalnice, še posebej v blokovskih stanovanjih, kar pa ne pomeni, da si ne želimo večjih, bolj udobnih, bolj namenjenih sprostitvi mogoče. Kako si lahko pomagamo s kakšnimi preprostimi nasveti, da navidezno morda povečamo kopalnico in si jo drugače uredimo? Ja, za majhne kopalnice bi priporočila predvsem svetle naravne barve in ploščice večjih formatov, ki prostor optično povečajo. Enak učinek dosežemo tudi z uporabo ogledal, lahko jih porabimo več in pa pravilno razsvetljavo, se pravi, naj bo čim bolj raznolika od samih reflektorjev do LED luči. Zdaj, pri samih adaptacijah se stranke odločijo, da ne ohranijo več bideja, preprosto kopalno kad pa potem nadomestijo s kabino za prhanje. Zdaj, izredno popularna je walk-in kabina, tako imenovana s kanaleto. Se pravi, da praktično stojimo na ploščicah, v steno imamo pa montirano potem samo stekleno steno oziroma vrata. Ljudje pa se vedno več odločajo tudi za visečo sanitarno keramiko, se pravi WC školjke in bideja, ki sta pritrjena direktno na steno, lažje tudi zaradi čiščenja. Novost v kopalnici je WC školjka brez robu. Curki vode ustvarijo vrtinec, ki omogoča učinkovito splakovanje. Pri tem je verjetno zelo pomembno, da izberemo pravo opremo, ki nam bo dobro služila. Ja, res je. Ljudje vse bolj prisegajo na kakovost. Ko se nekdo odloča za novo kopalnico oziroma prenovo, mora imeti v mislih, da jo ne bo menjal vsaj 10 let ali več. Zato smo se v Merkurju odločili in smo samo ponudbo razdelili v 3 segmente in s tem mogoče kupcem olajšali izbiro. Se pravi standard, kjer za najnižjo ceno lahko dobilo maksimalno najboljšo kakovost, potem za popular, za vse, ki sledijo trendom, in pa selected za tiste najbolj zahtevne. Tako lahko nekako najbolj ustrežemo kupcem, njihovim željam in tudi življenjskemu slogu. Ta kopalnica, v kateri smo zdaj, je opremljena po katerih od teh? Je po tretji varianti, se pravi za najbolj zahtevne. V kopalnicah največjo površino zavzamejo ploščice in kot take se mi zdijo en bolj pomembnih elementov v kopalnici. Kaj nam lahko o tem poveste? Res je, ploščice so v bistvu osnova vsake kopalnice. Lahko rečemo, da je to alfa in omega vsake kopalnice. Tako da zadnja leta so v ospredju predvsem ploščice večjih formatov in svetlih naravnih odtenkov. Zdaj, veliko poudarka je tudi na samih bordurjih in pa na okrasnih ploščicah, ki upodabljajo v bistvu motive iz narave in pa vedute velikih mest. Posamezne linije se igrajo tudi s kakšnimi svetlečimi efekti. Vse več je tudi sijajnih ploščic. Prihajajo pa tudi ploščice, ki so bolj v industrijskih barvah, kakšnih takih sivih mat odtenkov. Je treba verjetno biti pozoren pri tem, da preveč s ploščicam ne načičkamo cele kopalnice. Se mi zdi, da se to pogosto dogaja, da se potem razni vzorčki vstavljajo noter in je potem ena taka čudna mineštra pride ven. Res je, ploščice moramo izbrati pametno, se pravi, da nam mora biti kopalnica všeč tudi čez 10 oziroma 20 let, tako da ne priporočam, da se jih izbira po trenutnem navdihu, ampak je resnično treba dobro premisliti, kaj nam bo všeč tudi čez toliko leta. Kaj pa talna obloga? Vem, da nekateri tudi uporabljajo les v kopalnici, ampak je to praktično, kjer zdaj midva stojiva, pa voda, les? Zdaj, tole, kar vidimo po tleh, niti ni les. To je v bistvu keramična ploščica, v bistvu gres ploščica, ki je imitacija lesa. Zdaj, to je trenutno pri Slovencih zelo popularno. Imamo pa na isti način potem tudi imitacija marmorja, ki pa se jih tudi zelo veliko odloča za to. Prenova kopalnice, to je v bistvu res zelo zahteven projekt. Ljudi je strah, ne vejo točno, kje začeti in kako ne bi vse skupaj potekalo. V Merkurju to radi rečemo, da do nove kopalnice lahko pridete v samo 3 korakih.
in sicer skupaj s stranko, s kupci načrtujemo, pogledamo, kakšen prostor imajo na voljo in potem to izrišemo v 3D izrisu. Poskrbimo tudi, da mojstri pridejo potem na dom, da si ogledajo situacijo na licu mesta, svetujejo, s strankami potem skupaj izberemo tudi izdelke, se pogovorimo o rokih dobave, o času izvedbe. S strankami se potem skupaj usedemo, izberemo izdelke, dogovorimo se o dobavah, o terminih izvedbe. Ko se enkrat to začne, poteka vse zelo hitro, nekako v roku 14 dneh naj bi bila narejena prenova kopalnice. Zdaj, če se odločijo za samo prenovo kopalnice, naši strokovnjaki potem tudi opravijo vsa rušitvena dela in odpeljejo material na deponijo, potem sledijo inštalacijska dela, polaganje keramike, na koncu potem še montaža sanitarnih keramik in ostalega pohištva in dodatkov. Skratka, jaz kot stranka ne rabim narediti nič. Tako je. To je potem kopalnica naključena, vam ni treba nič skrbeti. Kar je zelo pozitivna stvar, je, da ko kupec opravi nakup kopalnice z vgradnjo, se obračuna DVD po nižji davčni stopnji, hkrati pa mu je zagotovljena garancija na izdelke, ki jih je kupil in prav tako izvedena dela. Se pravi, je cenejše, če pri vam vse skupaj vzameš, kot da bi jaz, ne vem, pri vam kupil material in potem svoje, ne vem, neke mojstre lovil, da bi mi prišli stvari montirati. Tako je.